Božja beseda je visoko cenjena, seveda v cerkvi, in glavni vir Božjega razodetja. Božja beseda je navdahnjena po Duhu Božjem vseh avtorjev, ki so jo zapisali. In je razlika od verovanja muslimanov, ker imajo diktirano besedo, direktno Božjo besedo. Pri nas je Božja beseda navdahnjena in zahteva, se pravi, tudi razlage. Pri njih pa nekatere stvari, ki niso ravno logične, so direktno govor, kakor verujejo, njihovega Boga. Torej, Božja beseda je tista pripravna za vse življenje. Seveda vam priporočam, da berete in razmišljate Božjo besedo. Tako Božja beseda prebrana, pa brez premisleka, je enako, kakor da bi jedli hrano, pa jo ne bi prebavili. Praktično nam nič ne koristi. V prvem berilu nam govori o Božji besedi, ki so jo začeli brati ponovno, in ko so se vrnili iz suženjstva, so ponovno spostavili temelj na Božji besedi. To je bil ta duhovnik Ezra, ki je zapovedal, naj se bere beseda, ljudstvo naj potrjuje z amen, kar je pomenilo na nek način nova potrditev zaveze z Bogom, in to so potem tudi delali. To je rekel, da morajo priti tisti, ki morajo prisluhniti z razumevanjem. Razumevanje je potrebno in potrebno je prisluhniti. In potem morajo tudi umeti. To pravi, če mi lahko razmišljamo in umemo Božjo besedo, potem bo imela učinek. To je na nek način, ne vemo, kako te Božje previdnosti, ampak tisti, ki ne razmišlja, ki ne more razmišljati, je na nek način prikrajšan za milosti razumevanja Božje besede. Ljudstvo je poslušalo, sama ušesa so jih bila in spoštljivo so sprejemali Božjo besedo. In so s povzdignjenimi rokami odgovarjali amen, amen. Božjo besedo verjamemo. Tako je, Bog je to rekel, tako se bo zgodilo, tako se je zgodilo, tako se bo zgodilo in to je naša prihodnost. Amen, amen. Torej, Božjo besedo moramo tudi verovati. To je potem tisto najpomembnejše. Ko razumemo, tudi verujemo. Kajti Bog govori nam, meni govori Bog in tebi govori Bog. Potem so imeli gostijo. Tako tudi mi pri sveti maši imamo gostijo. In pravi, nesite še drugim, da je to bila zdaj hrana za duha in telo, in tako tudi mi svetorešne telo odnašamo bolnikom. To je vse začetek največje Jezusove daritve na tem svetu. In pravi, veselje Gospodu je vaša moč. Veselje Gospodu je vaša moč. Nasitite se z duhovno hrano in veselje Gospodu je vaša moč. Torej, verovanje, vztrajanje v Gospodu. Kaj to pomeni? Da Bogu Očetu z njegovo besedo in duhom je naša moč. To nam daje tolažbo in nam daje veselje. Tako je nek precej preizkušen duhovnik je molil, na nek način lahko rečem z nami, in mu je bilo tako všeč, da ni molil seveda sam, ampak v skupnosti, in da mu je dalo duhovno hrano. V branju Božje besede in v molitvi je dobil duhovno hrano. Torej, razumeti, prisluhniti, razumeti in verjeti, kar pomeni, kar Božja beseda govori, tako je. To pravzaprav pomeni potem
verjeti. Psalm 19, Gospodov duh, je duh in življenje. Tako zopet pravi Koranu, da je Jezus Božji duh in njegova beseda. Njegov duh in življenje, pravi Psalm 19. In Božja beseda vse to dela, poživlja dušo, človek postane moder, razveseljuje naše srca, daje življenje, ostaja na veke strah Gospodom. To je tisto, kar je v bistvu večno. In Božje vse sodbe, vse kar Bog reče, so resnica in tudi pravične, pravi. Zato, torej, ker je takšen učinek Božje besede, naj mi živimo Bogu všečno življenje. Naj živimo Bogu všečno življenje. Božja beseda, torej, se v prvem berilu doseže svoj cilj, to je ljudi, človeka. Je govorjena ljudem, je govorjena meni in mora dobiti svojo uresničitev. Potem v psalmu, zakaj dobi uresničitev? V sadovih. Potem so sadovi, ki smo rekli, da poživlja dušo, delate modrega, daje ti moč, te razveseljuje in tako naprej. Božja beseda učinkuje in se potem tudi uresničuje svoje poslanstvo, kakor nam zagotavlja samo Sveto pismo. In to uresničevanje poslanstva je potem druga stvar, je torej skupnost, je posameznik in je cerkev. Tako drugo berilo govori o tem, da smo vsi Kristusovo telo in smo njegova cerkev, med seboj udje in imamo različne naloge. To je naslednji učinek Božje besede, družba, ki je povezana z Bogom in je na koncu je učlovečenje Božje besede, uresničenje je njegova cerkev, ker pa ima vsak svojo nalogo, vsak svojo funkcijo v Božji modrosti, ampak vsi imamo istega duha, vsi smo v isti Božji milosti. Zato je zanimivo tukaj, kako govori, da so darovi ozdravljanja, govorenja v raznovrstnih jezikih, prav to v bistvu, kar prinaša karizmatična prenova, ki se po nekako drugem Vatikanskem koncilu vlača ad fontes, torej cerkev poseže za izvirom, zopet izviri čiste vode in so omenjene ta zdravljenja, pomoči, čudeži, ki pa se tudi danes dogajajo, kjer je prava vera in kjer je vera tudi Božjo besedo. In torej pravi, gre za to, da ima Božja beseda centralno vlogo v zgodnji cerkvi, ki raste iz Božje besede in se potem uresničuje v cerkveni rasti. Tako potem v evangeliju še naprej, zopet se Božja beseda uresničuje, kje? V Jezusu Kristusu. On je uresničitev Božje besede. On je sam beseda Boga. On je uresničitev Svetega Duha, ki počiva na njem. Jezus je na nek način Bog Oče, stvarnik na zemlji. On je kot Bog Oče, stvarnik na zemlji, kajti gre za očetovega sina, moj sin si ti, gre za Božjega očetovega duha, gre za očetovo obljubo moči, gre za očetov načrt odrešenja. Jahve rešuje, Jezus pomeni Ješuah, Jahve rešuje. Gre za podobo Boga Očeta, kdor vidi mene, vidi Očeta. Filip, še zdaj me nisi spoznal. Torej gre za učlovečenje Boga na tem svetu, v Gospodu Jezusu Kristusu, v tej skrivnosti tudi Svete Trojice, da je Jezus odsvit Očeta in se ni delal, pravi Pavel, enakega Bogu Očetu. Imamo Boga stvarnika, ki se na nek način učloveči, enega bistva z Očetom, učloveči na tej zemlji
v Jezusu Kristusu in v njem nam je vse dano. Kajti on je beseda, on je modrost, on sam na nek način v načrtu odrešenja Božje besede. Božja beseda je tista, kjer nam omogoče srečanje z očetom. In Jezus je prišel ravno zato, da se mi zopet srečamo v Svetem Duhu, po njem, z Bogom, očetom in stvarnikom. In to je cilj človeškega življenja, cilj besede Božje, da smo zopet eno z Bogom, da ne bo Bog spraševal, nas klical po imenu, kakor Adama, in rekel, kje si, ampak da bo ta povezava z njim trajna in večna in usrečujoča v duhu in resnici po Jezusu Kristusu, Gospodovi modrosti, sveti modrosti in po Gospodovem besedi, Gospodov logos. Amen.